veterani, mirno, časno, zdrav! Živi nasi narodi, ki krepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Narojak rozbosa, nevratle so se boveja. Narojak rozbosa, nevratle so se bo, nevratle so se boveja. Mirno, no, gej! Navez, gor! Dovolite le par besed, lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste se udeležili te slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti. In izkoriščamo to priliko, da enemu od naših veteranov podelimo s ponosom eno priznanje. Franc Dominc. Hvala ti za to. Na vseh prostorih, kjer to živimo in krajevna skupnost oziroma udeleženci zorganizirajo, da zastavo dvignejo mladi, pomeni šolari, tistim, ki dvigujejo, podelimo slovensko zastavo. Srčno križ kropite po planinskih sočnih tleh, kako semejo vrzite po doleh in po bregeh. Pogladi smrdi zgodinami, svetke tisoči rešimo, ter prijazno Pisali, brali bodo rožete, ki te bodo ispravljali, devali jih na srce. In srce jih pogrelo, svet je zraslo iskali, da za rodino plamteno mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kako semejo vrzite po doleh in po bregeh. Ja, predsednica je imela, ne bom povedal, kjer je rojstni dan, ker se o tem ne govori, imajo veterani in tudi udeleženci, želimo vse najboljše. Hvala lepa. Zadoni nam, zadoni, iz src napev krepak, zadoni nam, zadoni, iz src napev krepak. Oj, slavljenka današnja, oj, slavljenka
Hvala lepa. Hvala, to je bilo pa lepo. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, Zato je dobro vem, Slovenec sem, zato je dobro vem, Slovenec sem, odzivali dobro. Neka ne moja se zvestoba, da vsega reči smem, Slovenec sem, da vsega reči smem, Slovenec sem. Hvala pevskemu zboru Prostovoljnega gasilskega društva Dornberk, ki nas je v slovesnost uvedel s pesmijo Slovenecem. Drage veteranke in veterani, spoštovani vsi ostali gosti, prisrčno vas pozdravljamo na slovesnosti, s katero bomo počastili postavitev spominske plošče, ki se postavlja v spomin in zahvalo krajanom Dornberka za odločen upor enotam JLA, ki so dne 27. junija 1991 prodirale iz Vipave na mejna prehoda Vrtojba in Rožna dolina. V Dornberku so krajani bučno protestirali in metali kamenje na tanke. Ti so se odzvali s strelnim orožjem, pri čemer je bil en krajan žal tudi ranjen. Dovolite mi, da med nami še posebej pozdravim predsednico Sveta krajevne skupnosti Dornberk, gospo Štefko Susič, ki danes pripada pozdravna beseda, slavnostnega govornika, župana mestne občine Nova Gorica, dr. Klemna Miklaviča, podžupanjo mestne občine Nova Gorica, Damjano Pavlica, domačega župnika Boštjana Toplikarja in Angela Vidmarja, predsednika Društva veteranov Sever, Severne Primorske. Veterani, mirno, častni, pozdrav! Živi naši narodi, ki krepke ne dočaka dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Daroja, vsak ne vragle sosed omeja. Daroja, vsak ne vragle sosed omeja. Mirno, nogi, namaz, gor! K mikrofonu pa vabim predsednico Sveta krajevne skupnosti Dornberk, gospo Štefko Susič. Prosim. Spoštovani, prijazno pozdravljeni v mojem imenu in v imenu Sveta krajevne skupnosti. Danes smo se zbrali tukaj, da odkrijemo ploščo v spomin in opomin na dogodke izpred 30 let in zahvalo domačinom, ki so se tako enotno zoperstavili enotam JLA. Želela bi, da imamo radi to našo domovino, da jo spoštujemo in da smo enotni, kot smo bili in znali in zmogli pred 30 leti. Hvala lepa.
Sedaj pa vam bomo s triom Veteran zapeli pesem Zate Slovenija. Čutim tvoj vroč utrip na ročju cvetočih lip, hej, zavriskal bom na glas. Čutim, da si v meni dolini še zeleni Slovenija, brat in sestra sva. Na obzorju zagledam dom, slišim domači zvon, stara lipa ob poti še stoji. Materi oči žarijo, vračam se na domačijo Slovenija, brat in sestra sva. O, moja kri je kot reka, ki ne ustavijo zapreka, naj še tvoj glas z nami zadoni. Zate Slovenija, hej Slovenija, s tabo danes je res prekrasen dan. Zate Slovenija, rad živel bi še, a mogel bi umreti le za te. Na obzorju zagledam dom, slišim domači zvon, stara lipa ob poti še stoji. Materi oči žarijo, vračam se na domačijo Slovenija, brat in sestra sva. O, moja kri je kot reka, ki ne ustavijo zapreka, naj še tvoj glas z nami zadoni. Zate Slovenija, hej Slovenija, s tabo danes je spet prekrasen dan. Zate Slovenija, rad živel bi še, a mogel bi umreti le za te. Zate Slovenija, rad živel bi še, a mogel bi umreti le za te. Zate Slovenija. Sedaj pa prosim, da se mi pridruži slavnostni govornik, župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklevič. Prosim. Spoštovani predstavniki vseh treh veteranskih organizacij, predsednica, predstavnica krajevne skupnosti Dorenberg, dragi pevci in ostali domačini, ki ste danes prisotni. Slišal sem, da imamo tudi predstavnika gasilcev, se pravi četrte organizacije, ki je danes tukaj zastopana v častni obliki. To že samo po sebi govori o enotnosti, ki jo ob današnjem prazniku tako radi invociramo, tako radi omenjamo in si jo želimo utrditi kot vrednoto med nami, med ljudmi. Vesel sem, da ste za dan spomina oziroma dan odkritja spominske plošče zbrali ne dan, ko je obletnica dogodka, ki ga obeležuje ta plošča, ampak dan, ko so se ljudje odločili za korak, ki je imel kot posledico tiste dogodke, ki jih danes obeležujemo. Torej, volja ljudstva izražena na plebiscitu je najvišja oblika izražanja, najvišja oblika demokratičnega izražanja in volja ljudstva je tista, ki more voditi skupnost. In tista odločitev 23. decembra 1990 je na nek način svetinja, se pravi, ljudstvo se je odločilo za samostojnost in ljudstvo je to samostojnost tudi uresničilo z odporom. Ljudstvo seveda o pomoči teritorialne obrambe, o pomoči policije, ki ni bila formirana takrat, obe formaciji sta bili pri nas že prisotni, se pravi, so se institucije samostojne države oblikovale že prej in takrat, ko je bilo potrebno, so bile skupaj z ljudmi pripravljene tudi na organizirani odpor. To povem in poudarjam posebej zato, ker nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. Danes, ko se sprehajam po Jugoslaviji in vidim, bivši Jugoslaviji, vidim, kaj se je tam zgodilo, oziroma govorim z ljudmi in z njimi obujam spomine, vidim, da smo jo res odnesli z precej manj nasilja, precej manj tiste negative
kot ostali deli te bivše federacije. Zato, veste, takrat nismo vedeli, kaj nas čaka. Ne? Takrat nismo vedeli, kaj nas čaka, zato kljub temu velja neko spoštovanje, nek spomin temu junaštvu, pogumu in odločnosti ljudi, da branijo svojo demokratično odločitev. Še enkrat hvala vam, ki ta spomin vzdržujete in ki nam ponujate to priložnost, da se spomnimo, kako pomembno je, prvič, da se ljudje odločajo neposredno in drugič, da je skupnost pripravljena braniti odločitev, uresničevati odločitev ljudi, v tem primeru na referendumu. Hvala, obenem vam pa vsem želim še naprej vesele praznike in seveda mirno in veselo novo leto. Hvala. Spoštovani, napočil je trenutek, ko bosta predsednica krajevne skupnosti gospa Štefka Susič in župan mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič slavnostno odkrila ploščo. Prosim. Veterani, mirno, častni pozdrav! Naj bo v spomin krajevnih skupnosti in zahvalo tudi, da smo skupnimi močmi, v podpori moči, v podpori občine, postavili to ploščo. Hvala lepa, tudi v mojem imenu. Hvala. Večkrat naglašena enotnost, lepo slišati in veseli lahko danes zadihamo s polnimi pljuči, tako z vsem kisikom, ki ga imamo, vsemi člani, ki sodelujejo v tej vaški skupnosti in v občini, ki ji pripadamo. Vabim k molitvi in prošnji in dobrim željam za vse, ki so tukaj pri tem obeležju dali svoj glas, dali svojo besedo, konec koncev svoje moči in svoje življenje izpostavili za skupno dobro. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, kjer je Gospodov duh, tam je svoboda. Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom, kakor ogledalo odsevamo Gospodovo slavo, se spreminjamo v isto podobo, iz sijaja v sijaj, kakor deluje v nas Gospodov duh. Ker imamo po usmiljenju, ki smo ga bili deležni to službo, ne omagujmo. Odrekli smo se skrivnih del, ki bi se jih morali sramovati. Ne ravnamo zvijačno, tudi ne pačimo Božje besede, marveč oznanjamo resnico in se pred Bogom priporočamo vsaki človeški vesti. Božja beseda. Zanje in za pokojne in žive rojake, ki so dali svoje življenje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Gospod Bog, prosimo Te, blagoslovi to spominsko ploščo,
in vse, na katere ta plošča spominja, da bomo to znamenje ohranili in jo nosili s seboj. Vzpodbuja naj nas, da bomo enotni in ti pripravljeni služiti in služiti drug drugemu po Kristusu našem Gospodu. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Župniku Boštjanu Toplikarju se lepo zahvaljujem za blagoslov plošče. Jaz pa vam bom sedaj prebrala pesem, ki jo je napisal Srečko Lisjak. Tu živimo. Stoletja živimo na tem koščku sveta, kjer narava očara bitja vsa. Bojevali smo se za naše in tuje vladarje, pa tudi že v sanjah za izgubljena upanja. Slovenski človek želi domovino srečnih ljudi, pa ponosen spomin na pretekle dni. Hvala, domovina, da si me imela in me imaš za svojega sina. Sedaj pa bomo s triom Veteran zapeli pesem, ki postaja kar himna goriških veteranov. Tudi to besedilo je napisal Srečko Lisjak, prvo uglasbitev je prispeval Andrej Plesničar, za končno izvedbo pa smo jo priredili v triu Veteran. Obstajajo vrednote, ki izginjajo, in obstajamo ljudje, ki jih ohranjamo. Na 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 na. Slovenska mati nas je rodila, slovenski oče nam je dal pogum. Slovenska zemlja nas je vzgojila, slovenske slave mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Na 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 na. Slovensko zemljo smo ubranili, prelili za njo smo slovensko kri. Zacvetela je svoboda prava, to zasluga je bojnih dni. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Spoštovani, naša slovesnost se počasi približuje koncu. Po zaključni pesmi vas vabim, da po slovesnosti še malo ostanete v naši dobri družbi in prijetnem klepetu podelite spomine na častna dejanja, ki so privedla do osamosvojitve Slovenije. Pevski zbor pa vabim, da nam za zaključek zapoje še pesem Vipavska dolina. Vipavska dolina, najlepša si ti, nobene na svetu enake ti mi. Povsod naj odmeva, naj pojemo vsi, Vipavska dolina, najlepša si ti, Vipavska dolina, najlepša si ti.
Slovenska mati nas je rodila, slovenski oče nam je dal pogum. Slovenska zemlja nas je vzgojila, slovenske slave mi smo sila. Veterani, mirno! Čas, pozdrav! Mirno! Namesto, prosto. Vsem skupaj lep pozdrav, hvala za sodeležili tudi današnje ponosne, vendar skromne slovesnosti. V imenu območnega društva veteranov vojne Slovenije, veteranov Gorica, vam želimo lepe praznike, lepo praznovanje in vse dobro v letu, ki prihaja. Besedo pa predajam predsedniku območnega združenja veteranov vojne Slovenije iz Brd. Dan, ko smo Slovenci enotno rekli da in dobili svojo državo, je dan, ki ga lahko s ponosom proslavljamo, lahko nam je v nadih in nas vsako leto znova spomni, da smo hvaležni za svojo čudovito Slovenijo, jo cenimo in skupaj ustvarjamo državo tudi za naše zanamce. Za njeno uresničitev pa je bil potreben čas, ki je dozorel ob koncu 80-ih let prejšnjega stoletja. Ideja se je končno uresničila na decembrskem referendumu leta 1990, ko smo dozorelo narodovo identiteto okronali z odločitvijo, da želimo živeti v lastni državi. Naša odločitev pred 30 leti je bila težka, vendar pravilna. Z voljo in odločnostjo smo se skupaj uprli negotovosti in dihali za iste cilje in znali preseči delitve na naše in vaše. Zato se lahko danes s ponosom spominjamo naše razburkane polpretekle zgodovine. Danes se živi bolje, kot se je živilo pred 3 desetletjama. Odprle so se nove perspektive, tudi če je zaradi korona krize težje prepoznavno. Kriza je razgalila številne pomanjkljivosti in napake, ki so z nami že dolgo. Danes imamo priložnost in dolžnost, da vse te pomanjkljivosti odpravimo, da vzpostavimo učinkovite mehanizme pravne države. Zagotovimo solidarnost in spodbudimo ustvarjalnost, podjetnost in državljanski pogum. Slediti moramo sodobnim trendom in izzivom in skupaj z mladimi oblikovati nove vizije, hkrati pa ne smemo pozabiti na občutek za ljudi in vztrajnost, ki ga poseduje starejša generacija. Človeški kapital je torej največji kapital naše družbe in prav je, da mu namenimo dostojno mesto, to lahko dosežemo le s sodelovanjem in na vseh področjih. V zgodovini smo že večkrat dokazali, da smo marljivi, trdoživ in uporen narod. Danes je to upornost potrebno spet usmeriti v skupne cilje, v sobivanje, sodelovanje, boljše povezanost, regije s preostalo Slovenijo, s tem pa boljše pogoje za nove naložbe in nove delovna mesta. V boljšo organiziranost, da uresničimo priložnosti, ki jih naša občina ima v turizmu, gospodarstvu in kmetijstvu. Ne bojmo se odpiranja svetu, ampak s svojim znanjem
inovativnosti in vrednotah črpajmo samozavest ali kot je dejal Walt Disney, vse sanje se nam uresničijo, če imamo dovolj poguma za njihovo uresničevanje. Želim nam, da bomo v letu 2022 uspešnejši, složnejši in da bomo znali ustvariti še bolj prijetno okolje za delo in druženje. Spoštovane in spoštovani, ob državnem prazniku, ob dnevu samostojnosti in enotnosti vam iskreno čestitam, ob tem pa vam želim veliko samozavestnih ciljev in izzivov v prihajajočem letu. Hvala. Kot sem dejal, da skromno, vendar ponosna slovesnost je zaključena. Vabljeni vsi k maši ob 8:30 in potem druženje, tako kot je tudi v navadi. Praporščaki, veterani, prosto! V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako, lepo pozdravljeni, dragi veterani, dragi vsi, ki smo se zbrali, kljub temu, da mogoče v malo manjšem številu, vseeno z enim veseljem in ponosom, ker obhajamo praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Veselje tega dneva, predvsem, da ga lahko delim z vami, ki ste tudi v tistem trenutku nekako zastavili svoje življenje in se borili kljub negotovi situaciji, je res tudi za mene osebno zelo lepo. Pa pri tej sveti maši prosimo tudi Boga za našo domovino, da bi bili vedno suvereni, pa tudi enotni v narodu, kajti z enotnostjo lahko dosegamo vse tiste visoke cilje, kakor smo jih pred 31 leti. Na začetku svete maši pa poglejmo svoje srce in ga očistimo v iskrenem kesanju naših grehov in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, braći in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Daj, da bomo v naših družinah in v naši domovini v medsebojni ljubezni krepostno živeli in se v večnosti veselili pri tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojim Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako, nekaj kratkih misli o današnji sveti maši, ki jo darujemo dejansko na 3 praznike. Praznik svete družine, praznik prvega mučenca svetega Štefana in tudi naš državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Po božiču vsako leto praznujemo praznik svetega Štefana, za katerega Sveto pismo pravi, da je bil prvi mučenec. Torej, prvi je daroval svoje življenje za Jezusa. Za tisto, kar mu je bilo v življenju pomembno, kar je bil njegov ideal. In to nekako tudi sovpada z današnjim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti. Kot narod smo se, oziroma ste se, ker mene še takrat ni bilo na svetu, pa sem vam hvaležen in ponosen na to, da ste se v tistem trenutku za to odločili, da bomo živeli v samostojni in neodvisni ter suvereni državi. In to je pomenilo, da je v nekem trenutku prihodnosti bila potrebna žrtev. Bilo je potrebno prijeti tudi za orožje in braniti to odločitev, ki ste jo sprejeli na plebiscitu. To je gotovo ena največjih in najlepših žrtev ter poguma, da nekdo za to, kar mu je sveto, kar mu je drago, zastavi tudi svoje življenje. Hvalim Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Hvala vsem, ki ste to slovesnost organizirali, da krepimo našo domovinsko zavest, da krepimo zavest, da je naša domovina za nas velika vrednota, da so državni simboli, kot so zastava, ki smo jo dvignili, himno, ki smo jo zapeli, tudi vrednota za naše življenje. Želim vam blagoslovljen dan, vse dobro v novem letu, ki je pred nami, in naj nas na vsakem trenutku in na vsakem koraku spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Hvala lepa.